Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zanimivi ter zelo poučni pravljici bomo spoznali Borisa, učenca, ki s svojim neprimernim vedenjem vsak dan spravlja v zadrego druge učence. In prav nihče se mu ne upa postaviti po robu. A nekega dne se vse spremeni in to na bolje. Zanimivo, kaj ne? Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pa kaj? Na šolskem igrišču Boris s svojim vedenjem terorizira vse prisotne. Vsak dan se zdira nad drugim učencem. Tudi to jutro ni nič drugače. Približa se Tilnu. Hej, iz usti smrdi, mu reče. Tilen zardi in si z roko pokrije usta. V razredu ves dan ne spregovori niti besede. Učiteljica se zato jezi nanj. Ne razume, zakaj molči, namesto da bi odgovarjal na vprašanja. Toda Tilna je preveč sram in o tem ne želi govoriti. Naslednji dan se Boris spravi nad Mijo. Kako grda si s svojimi repki. Mija postane vsa rdeča v obraz. Razpusti si svoje repke, ki jih je ljubeče naredil očka. Ob koncu šolskega dneva si izmisli izgovor, samo da ji ne bo treba očetu povedati, zakaj si v resnici razpustila lase. Naslednji dan Boris užali Gabriela. Ne znaš si zavezati vezalk na čevljih, preneumen si za to. Gabriel zardi in naglo zapusti igrišče. Zateče se v učilnico. Nikoli več ne bo za v šolo obuv športnih copat s vezalkami. Naslednji dan se Boris norčuje iz Julije. Hej, tvoja očala so smešna. Julija zaradi sramu sname očala in jih pospravi v žep. Zdaj je nemogoče, da bi lahko brala knjigo ali videla na tablo. Da res škoda. In noče si jih več nadeti. Sledijo Tadej, Irena in Laura. Z vsakim od njih Boris postaja bolj in bolj zloben. Vse do dneva, ko na šolo pride nova učenka. Pavla, vsa nasmejana, pride na igrišče, kjer se iz oči v oči znajde z Borisom. Hej, tvoje pege so čudne. Fuj, fuj, fuj. Vsi učenci zadržijo svoj dih. Le kaj bo zdaj naredila nova deklica? Pa kaj? Ga vpraša Pavla in ga pri tem gleda naravnost v oči. Boris je tako presenečen, da ne ve, kaj bi rekel. Pavla skomigne z rameni in gre naprej svojo pot. Naslednji dan Boris opazi, da se Pavla pogovarja z Andrejem. Približa se mu. Hej, tvoja trenirka je res odvratno grda, sklikne Boris. Pa kaj? Odvrne Pavla, ne da bi povesila pogled. Kar se tiče Andreja, je rdeč kot rdeča pesa, vendar se ne umakne in ne odide, da bi se preoblekel. Vsi na igrišču ga opazujejo in zadržujejo svoj dih. Naslednji dan Boris vidi Pavlo v pogovoru s Cirilo. Hej,
Ti si tako suha. Pavla pogleda svojo prijateljico. Cirila se vsa trese, vendar mu odgovori: No, pa kaj? Boris je besen in odide. Vsi na igrišču ga z velikim zanimanjem opazujejo. Naslednji dan se Boris odloči, da se bo spravil nad fanta, ki ni Pavlin prijatelj. Približa se Benjaminu. Hej, pozabil si zapeti zadrgo na svojih hlačih, zavpije. Benjamin zardi od sramu in pogled spusti k hlačom. Toda preden lahko reče eno samo besedo, vsi na igrišču zakličejo v en glas. Pa kaj? Boris, ves osramočen, odide. Ko se tisti večer vrne domov, mu ob vhodnih vratih pot prekriža njegov veliki brat. Hej, malček, tak si kot palček. Pa kaj? Odgovori Boris. Ne da bi še naprej posvečal pozornost svojemu bratu, Boris stopi v hišo in poišče tolažbo v objemu svojih staršev. Jutri bo zanj velik dan. Vsem učencem se bo opravičil za svoje grdo vedenje. Upa, da se bo s katerim od njih tudi spoprijateljil. Ja. Zanimiva, predvsem pa poučna zgodba o tem, kako se je v določenih trenutkih potrebno postaviti zase. Borisove nesramne besede so se dotaknile prav vsakega. In res njegovo obnašanje nikakor ni primerno. Sicer pa smo tudi ljudje med sabo različni in ravno te razlike so tiste, ki nas bogatijo. Sicer pa kot vedno sama pravim, lepa beseda lepo mesto najde. In na tem mestu moram Borisa tudi pohvaliti za pogumno odločitev za opravičilo vsem otrokom, ki jih je s svojimi besedami zelo prizadel. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Šerif Bobby, v kateri boste spoznali ubogega brezzobega šerifa, ki pa se je po robu postavil najhujšemu zločincu. Lepo se imejte, dragi otroci, bodite strpni ter prijazni, predvsem pa srčni. Že kmalu pa se spet poslušamo. Čau, čau! Ja, bravo, Pavla. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji knjižni junak Lenivec nas bo popeljal na veliki gozdni festival, kjer se bodo s svojimi talenti predstavile številne živali. Ubogi lenivec razmišlja, kaj sploh je tisto, zaradi česar je nekaj posebnega. Se bo lenivec sploh predstavil na festivalu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Verjemi. Pa da slišimo. Enkrat na leto v gozdu poteka praznovanje, veselje, zabava, dirka, pravi dan za igranje. Pridite, pridite vsi. Veliki gozdni festival vas vabi, na njem vsakdo se lahko predstavi. Že čisto nestrpen je lenivec Leni, ta dan ogromno mu pomeni. Tudi sam bi nastopal, s svojimi talenti bi rad izstopal.
Opazoval je tiste, ki jih je najbolj občudoval. Le kako odkril bi talente svoje in vedno zmagoval. Nečem gotovo sem najboljši. V svojem srcu Leni je verjel, zato je hitro pot pod noge vzel. Hej, jaguar, je rekel Leni. Zanima me nekaj osebnega. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebnega? V gozdu sem najhitrejši, med vejami dreves najspretnejši. Na letošnji dirki bom zmagal, vse tekmece bom zlahka premagal. Težava je v tem, da lenivci po svoji hitrosti res ne slovijo. Zato cilj vedno prečkajo zadnji, če tudi ves čas hitijo. Leni je skušal pohiteti, a ker za počasnega je veljal, se je odločil, da svoj talent drugje bo iskal. Pozdravljena, žaba, je rekel lenivec. Zanima me tako osebno. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebno? Raga. Trenirala sem zelo trdo, vadila vsako jutro, zato ne bom se vdala tako hitro. Kot akrobatka pometla bom z vso konkurenco. Lenivec Leni je opazoval žabo, kako skaklja sem ter tja, in med visenjem na veji ga je kmalu poneslo v svet sna. A med spanjem veja se je prelomila, na tleh pa ga je mehka trava prebudila. Ker pa lenivec ni bil ravno najboljši akrobat, se odpeljal je naprej novega prijatelja poiskat. Pozdravljena, kača, je rekel lenivec. Zanima me tako osebno. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebno? Čarodejka sem, zasika kača. Strašen je moj trik. Izberi karto, vseeno katero, in uganila bom tvoj lik. Lenivec izbral je srčno karto, ali pa morda bil je pik? Težko je reči, saj lenivec ni dobro razločil vseh oblik. A ker kača rekla je pik, Leni je nadaljeval, ne da vedel bi, da bil je pretentan. Lenivec Leni končno ve, kaj navdihuje vse prijatelje, zato zdaj čas je pravi, da še zase se postavi. Mogoče sem se zmotil, ko verjel sem vase, a se ne bom vdal in bil jezen nase. Lenivci najboljše ideje dobijo, ko z drevesa ležerno visijo. Zato se je Leni na veji sedeč umiril, da svoj čaj lahko bi v miru popil. Leni v trenutku je spoznal. Vse to sem narobe razumel. Da drugačen sem, je prednost, zdaj to sem doumel. Potem je vzkliknil. Pa jo imam? Jaz se res nikoli ne predam. Lenivec se odpravil domov in razmišljal o zamisli svoji, ter hitro začel tehtati in peči v pečici novi. Vse sestavine pravilno je odmeril in se ob tem močno razveselil. Lenivec niti besedice ni rekel, samo v miru je torte pekel. Pri peki hitrost ni glavna vrlina. Pomembno je le, da pek pri delu uživa. Lenivec res ne ve, kako naj elegantno se premika, a zagotovo mešanje njegova prava je odlika. Stepal je v svojem velikem belem klobuku, nobene sledi ni bilo o kakršnem koli obupu. Čeprav lenivčeve oči niso mogle videti vsega dobro, je z nosom in rokami premagal tudi to oviro. In tako delal je vso noč. Krasil torte do jutranjega svita na vso moč. Potem, ko vse je zapakiral, se na festival veselo je odpeljal. Pip, pip, pip. Skozi množico drvel je z glasnima pip, 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 pip,
Bil je tako vznemirjen, da je celo pozabil iti spat. Svoje umetnine ponosno je razstavil, da njihov slastni vonj je množico omamil. A tudi drugi so se zelo potrudili. Svoje znanje in talente pogumno so razkrili. Vsi vpili so v en glas, da zmaga klenilcu mora iti, in Leni navdušenje nad pokalom ni mogel skriti. Tako zelo sem se trudil biti drugim podoben, da sem čisto pozabil nase, ko bi moral le verjeti vase. Lenivec Leni zdaj svet gleda z drugačnimi očmi. Ve, kam gre in se že novega dneva veseli. Bravo, lenivec. Res sem ponosna nate. Pohvaliti pa moram tudi tvoje prijatelje, ki so ti na poti spoznavanja samega sebe zelo pomagali. Bravo. Ja, vsakdo izmed nas ima sposobnost, zaradi česar smo posebni. Le verjeti moramo vase, v nas se namreč skriva ta čarobna moč. Res navdihujoča pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Skriti talent lisjaka Lovra, v kateri boste spoznali prikupnega lisjaka, ki je prav tako iskal svoj talent in naj vam prišepnem, na koncu mu je uspelo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem, le verjemite vase. In se kmalu spet poslušamo v pravljičnem svetu mojega knjižnega kotička. Lepo se imejte. Čau, čau. Bravo, Leni. Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali srčno deklico Mijo, ki se z veseljem odpravi na kratke počitnice k babici in dedku. A kaj, ko je dedek zbolel in leži v posteli? A Mija ima posebno moč. Moč, s katero bo prinesla svetlobo v temne dni svojih starih staršev. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisatelja Zorana Steinbauerja z naslovom Mija pomaga dedku. Kadar sta brat Maj in sestrica Maša v šoli v naravi, Mija ne gre v vrtec. Tiste dni tudi ona želi v naravo, zato jo mami in ati odpeljeta na deželo k babici in dedku. Obiski pri njiju so poseben čas veselja in druženja za vse. Mija običajno že na dvorišču z mahajočim repom glasno pozdravi kuža Floki. Dedek in babica jo ljubeče objameta in dvigneta v naročje. A tokrat ni tako. Na dvorišču je srečala zdravnika z veliko torbo in se mu predstavila. Sem Mija, ne znam še pisati in brati. Vem pa, da je v mojem imenu spodnji del dežnika. Danes je nekaj zelo, zelo narobe. Floki ni dvignil repa. Babica je videti žalostna. Hiša je tiha. In kje je dedkov smeh? Dedek Stanko je zbolel. Že 3. dan počiva v posteli. Nihče in nič ga ne more zvabiti iz nje. Ne lakota, ne žeja.
niti sonce in lep dan. Ne babica Kristina, ne kuža in niti zdravnik z zavihanimi brki. Mija se je poslovila od zdravnika in staršev in se urno vrnila k dedkovi posteli. Dedi, zakaj še vedno ležiš? Ga je ljubeče prijela za roko. Prosim, vstani, saj veš, da imam danes vrtec v naravi. Šla bova hranit kokoši in zajce. O, moj zakladek. Danes bo tvoj vrtec v naravi odpadel. Se je dedku zatresel glas. Nisem dobro. Ne morem vstati, ne morem hoditi. Dedek, nikar ne skrbi. Pomagala ti bom. Zdravnik je rekel, da imam to moč, a me moraš ubogati. Mija obožuje igro pri zdravniku, zato je v svojem nahrbtniku prinesla tudi stetoskop, slušalke za poslušanje srca. Vsem svojim igračam je že poslušala srce, pa tudi bratu, sestri, mami in atiju. Zato Mija ve, da vsako srce bije nekoliko drugače. Dedi, tvoje srce bije tako močno kot mojemu zajčku. Tok, tok, klop, klop. Zdrav si. Ga je pobožala po prstih. Dobro poslušaj. Je odložila slušalke in vstala. V vrtcu smo se pogovarjali o starih starših. Roki je potožil, da njegov dedek ne more več hoditi. Takoj sem ga vprašala. Kako ne more hoditi? Saj moja dedka hodita in babici tudi. Vzgojiteljica pa je rekla. Mija, nekateri ljudje zaradi bolezni ali poškodb res ne zmorejo hoditi in morajo dolgo ležati v posteli. Dedi, če se nečesa naučiš, kako lahko to potem pozabiš? Babici je šlo na smeh in je zaploskala. Že nekaj dni se ni smejala. Mija, mogoče bom vstal jutri, je čez nekaj časa odvrnil dedek. Danes sem zelo utrujen. Dedi, ne skrbi, še danes boš vstal. Je Mija v nahrbtniku poiskala papir in barvice. Vselej jih vzame s sabo, da bi dedku in babici pokazala, česa se je že naučila. Sedla je na posteljo in na list narisala sončne pege. S škarjami jih je izrezala in nalepila na dedkova lica. Dedi, podarjam ti sončne pegice. Ker če imaš sončne pegice, imaš na obrazu sonce in si zares močan. Babi, pridi! Dedkovemu soncu bova podarili zdravilne poljube. A dedek kljub sončnim pegicam in zdravilnim poljubom ni vstal. Babica je odšla v kuhinjo pripravljati kosilo. Čeprav je dišalo in je v loncih vsake toliko zabrbotalo in zapiskalo, je Mija ostala pri dedku. Ves čas ga je trdno držala za roke. Tudi Floki ga je s tačkami na svoj način opogumljal. Potem je skozi okno nenadoma vstopilo sonce. Stena, ki je bila še malo prej pusta, je bila zdaj v celoti ožarjena, kot bi jo sonce prepleskalo. Mija je poiskala rumeno barvico. Deklica moja, kaj pa počneš? Je vprašal dedek Stanko. Dedi, pridi, pomagal mi boš risati žarke. Sonce mora imeti žarke. Če jih nima, je le krogla. Jaz jih bom risala spodaj, ti jih riši zgoraj. Ne, se je upiral dedek, a kljub temu se je v posteli malce privzdignil. Že dolgo nisem risal, sploh pa ne znam. Če znam jaz, znaš tudi ti. Mu je Mija ponudila rumeno in rjavo barvico. Narisala bova tudi stol. Sonce bo sedlo nanj in se bo družilo z nami. Ogrelo nas bo. Po kosilu bomo šli na zrak in mu pomahali.
A dedek tudi po kosilu ni vstal. Bolan sem, ne morem. Mogoče jutri, je potožil. Hip zatem je Mija znova pobrskala po nahrbtniku in z modro barvico po tleh narisala valovito črto. Kaj je to? Sta v en glas vprašala dedek in babica. To je potok. Primita me za roko, da ga bomo skupaj preskočili. To bo naš vrtec v naravi. Mogoče jutri, je dedek žalostno zamrmral in tudi tokrat zmajal z glavo. Dedi, ne gre tako. Potruditi se moraš danes in jutri, se je Mija zastrmela v dedkove oči. Ne bom odnehala. Mami in ati pravita, da je pomembno vztrajati. Še danes mora dedka zvabiti iz postelja. Nasmehnila se mu iz vsega srca in opazila, da njegov obraz ni več bled in da z očmi išče copate v posteli. Iz nahrbtnika je vzela peresnico in stopila k steni. Dedek je pozorno spremljal njene gibe in se v mislih spraševal, kaj neki bo njegova vnukinja narisala zdaj. Najprej je nastala ravna črta. Mija je dodala še 3 in narisala pravokotnik. Ker ni bila popolnoma zadovoljna, je nanj narisala še rdečo pentljo. Uganita, kaj je to? To je škatla s keksi. Se je babica trudila spomniti česa domiselnega. Ne, je rekla Mija in pogledala dedka. To je radio. Poslušali bomo tvojo najljubšo pravljico. Se je dedku glas od vznemirjenja malce zatresel. Sem uganil? Ne in ne, še ugibajta. V tej škatli je tvoj rdeči dežnik. Se je dedek v posteli popolnoma zravnal. Odprla ga boš in zaplesala. Ne in ne, se je smejala Mija. Nikoli ne bosta uganila. Dedi, to je škatla s tvojimi novimi čevlji. Zelo si želim, da me odpelješ na sprehod danes in ne jutri. Zaslišalo se je tiktakanje stenske ure. Floki, babica in Mija so se zazrli v dedka. Tudi dedek je strmel vanje. V njihovih očeh je videl ogromno upanja in sončne svetlobe. Res je že čas, da vstanem, je s počasnim glasom naznanil in se trudoma skobacal s postelje ter previdno naredil nekaj drobnih korakov. Dedi, saj sem vedela, da nisi pozabil hoditi, ga je Mija objela. Gremo pozdraviti sonce, naravo in vas. Sonce je že počasi drselo proti večeru. Pomahali so mu. Mija je v prostor neba z roko narisala krog in žarke, Floki pa je dvignil tačko, od veselja spustil nekaj kapljic in za pika na i razposajeno zarepkal ter zalajal. O, dedek, pogrešali smo te, so dedka Stanka pozdravljali vaščani. Veseli smo, da si ozdravil. Gotovo ti je pri tem zelo pomagala vnučka s spodnjim delom dežlika v imenu. Mija, si mu ti naredila te lepe pegice? Ja, je ponosno prikimala, poskočila in se 3-krat zavrtela. Dedek jo je pobožal in objel. Mija je moj zakladek. Stari ljudje imamo 3 zdravnike, vnuke in vnukinje, sonce in dohtarje. A najboljši med njimi so vnukinje in vnuki. Izjemna pravljica s čudovitimi ilustracijami. Samo poglejte, kakšno veselje.
Bravo, Mija, kako pozitivna ter vztrajna deklica si. Ja, in še kako pomembne so nevidne vezi v naših družinah. In te vezi naj bodo podkrepljene z ljubeznijo, otroško igrivostjo in zavedanjem, da ob temnih oblakih, ki se nekega dne morda zgrnejo nad nas, poiščemo moč, s katero bomo pomagali drug drugemu. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni pravljici, v kateri nastopa današnja junakinja Mija z naslovom Kje ima hiša srce. V tej pravljici boste spoznali srčno deklico Mijo ter njeno prikupno družino. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem in ne pozabite se stisniti k svojim dragim babicam, dedkom ali pa k svojim staršem. Lepo se imejte. Bodite obsijani soncem in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, Mija. Imaš pa res posebno moč. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo uživali v soju odrskih luči in sicer v gledališki predstavi. Učenci so skupaj z učiteljico z mnogo truda ter časa pripravili pravo piratsko predstavo. In med učenci je tudi Žan. Žan, ki večer pred premiero ne more zaspati, saj ima ogromno skrbi glede predstave. Mislite, da bo predstava uspela? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Predstava. Za Žana in vse njegove sošolce bo kmalu prišel dan, ki ga tako težko pričakujejo. Samo še nekajkrat gredo spat in že bodo stali na odru obsijani žarometi. Na predstavo se z gospo Elodijo pripravljajo že več tednov. S svojimi pridnimi tačkami izdelujejo vse, od scene do kostumov. Strižejo, lepijo in ustvarjajo. Starši se bodo gotovo počutili, kot da so nekje na Karibskem morju. Tema letošnje predstave so namreč, kot ste morda že uganili, pirati. Žan te dni misli samo še na predstavo in vsak večer vadi pred svojimi največjimi oboževalci. Odvežite vrvi, mornarji! Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na predvečer predstave je Žan v svoji posteli, vendar... Mami, ne morem zaspati, pa naj še tako zatiskam oči. To je normalno, ljubček. Jutri je veliki dan, zato si tako vznemirjen. Mislim, da me je strah. Predstavljaj si, da se zmotim. Ali da pozabim svoj kostum. Ali da padem. Ali pa, da bi z odra moral na stranišče. Vse bo v redu, srček. Vse bo šlo kot po maslu. Pripravljen si. Veliko ste vadili. Misli predvsem na to, kako prijetno bo in kako neizmerno boš užival s svojimi prijatelji. Končno le pride veliki dan. Žan je tako vznemirjen, da se prebudi prvi. Mami, oči, danes je, predstava je danes. Oči, kdaj gremo v šolo? Počakaj še malo, moj mali pirat. Najprej bo treba zajtrkovati. Končno le prispejo v šolo in mama Žana pospremi do zakulisja. Pridi, da te še enkrat objamem, ljubček, mu pravi in ga še enkrat poljubi. Vem, da se boš izkazal. Ta kostum vala ti zelo pristaja. Mami,
A misliš, da bom nekoč lahko igral pirata? Seveda, ampak vedi, da je tudi tvoja vloga zelo pomembna. Val je tisti, ki piratski ladji pomaga, da se pomika naprej. In ti si najlepši val, kar ga je svet kdajkoli videl. V zakulisju Žan sreča vse svoje prijatelje. Pogled se mu ustavi na prečudoviti Lili, ki je že v svoji obleki. Res je najlepša od vseh princes, vas osupal pomisli. Preden se učenci povzpnejo na oder, gospa Elodija daje še zadnje navodila. Tim, ne grizljaj svojega meča, to ni korenček. Maša, nehaj vleči Lili za obleko. Kje je Vili? Aha, tamle je. Ne pozabi svojega meča, črna brada. Ste pripravljeni, otroci? Ja! Zavpijajo vsi v en glas. Dobro, pa ne pozabite na nasmeh, jim še svetuje gospa Elodija. Ponosna sem na vas, moje zvezde. Vem, da se boste odlično odrezali. In kar je najpomembnejše, uživajte! Rdeča zavesa se odgrne in vsak zavzame svoje mesto na odru. 1, 2, 3, zdaj sem postal val, si reče Žan in se požene na oder. Od tam, kjer stoji, lahko vidi Lili, ki je na vrhu najvišjega grajskega stolpa. Tako rad bi bil pirat, da bi jo lahko rešil, zavzdihne. Ampak zdaj ni pravi trenutek, da bi razmišljal o tem. Zdaj je val in v igri ima prav tako pomembno vlogo. Med gledalci sta tudi oče in mama. Prišli sta celo sestra Neja in babica Betka. Vsi so tukaj. Kaj, če bi jim pomahal, da ga vidijo? Konec koncev se val stalno premika. Pa naj bo. Samo majhen zamah. Nihče ne bo opazil. Odvežite vrvi, mornarji. Kapitan Črna brada vas bo popeljal na nepozabno pustolovščino. Na kljunu ladje deklamira Vili. Kapitan, zakliče Andrej, krmilo usmerjamo proti otoku, da osvobodimo princeso. O, lepa klovnesa, recitira Vili. S tresočim glasom še enkrat poskusi. O, le. V dvorani nenadoma zavlada tišina in vsi pogledi se uperijo van. Ubogi Vili, pozabijo svoje besedilo, pomisli Žan. Počasi se približa Viliju in ob tem poskuša kar čim bolj posnemati gibanje valov. Kaj delaš? Me poskušaš utopiti? Se razjezi Vili. Ne, tukaj sem, da ti pomagam, mu zašepeta Žan. O, lepa princesa, mu zašepeta v uho. Vili hitro razume navodila in ponovi za njim. O, lepa princesa. Prepluli smo vse oceane, da bi vas našli, zašepeta Žan. Zdaj smo tukaj, da bi vas rešili, preljuba princesa, izvoljenka mojega srca, nadaljuje. Vili dosledno ponovi vsako besedo, ki mu jo Žan prišepne. O, Črna brada, rešitelj moj, zakliče Lili iz svojega stolpa. Tako sem vesela, da ste tukaj. Ampak da me rešite, se boste morali najprej soočiti z zmajem, ki straži ta stolp. Začenja se zadnja bitka. Žan se umakne ob stran in spodbuja svoje prijatelje. Tudi on se na svoj način spopade z zmajem. Končno jim le uspe pokončati to strašno pošast. Žan je tako vesel, da je lahko Viliju pomagal rešiti Lili. Na koncu predstave vsi navdušeno ploskajo. Vili ta čas izkoristi za to, da se približa Žanu. Hvala, Žan. S tvojo pomočjo sem se spomnil besedila in rešil princeso. Lili je edina, ki je z vrha svojega stolpa opazila, kaj se je zares zgodilo.
Tudi ona pohiti k Žanu in mu na uho zašepeta. Skočila bom med valove, moj pravi rešitelj si namreč ti. Bravo, Žan. Tudi mi vsi smo ponosni nate. Predstava je čudovita pravljica, ki nas simpatično zgodbo popelje v svet ustvarjalnosti, prijateljstva ter poguma. Namreč stati na velikem odru v sovju močnih luči, kjer množica že nestrpno čaka na predstavo, ni tako enostavno. Trema nas lahko hitro ustavi, a zaupanjem vase in podporo prijateljev te najbližjih se lahko premaga tudi največji strah. In tako so tudi današnji učenci s skupnimi močmi odlično uprizorili piratsko predstavo. Bravo, vse pohvale. Otroci, mojim knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj? V kateri boste spoznali učenca, ki pa ni bil ravno tako spodbuden kot Žan. Še več, Boris je bil zelo žaljiv do otrok v šoli. A nekega dne se je vse spremenilo in to na bolje. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite ustvarjalni ter prijateljem v stiski le priskočite na pomoč. Čau, čau! Bravo, Žan. Odlično si se odrezal. Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je zgodba o pogumnem, vztrajnem ter malce svojeglavem zmajčku po imenu Iglek. Iglek se je nadvse rad družil ter igral s svojimi prijatelji. Čez nekaj časa pa so se sredi najlepše igre z zmajčkom začele dogajati neprijetnosti, zaradi katerih se je Iglek sčasoma raje umaknil v samoto in se spraševal, kako rešiti težave. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisateljice Lucije Matič z naslovom Iglek, kako se je vse sploh začelo. Nekoč so po svetu lomastili in letali dinozavri. Družbo so jim delale mnoge živali, med njimi tudi zmaji. Takrat se je zgodilo, da se je v zmajski družini izvalil en čisto poseben zmajček. Na prvi pogled je bil tak kot vsi ostali zmajčki. Imel je 2 nogi, 2 roki z majhnimi krilci, rep in gobček s čisto majhnimi zobki. Tudi oglašal se je podobno kot drugi zmajčki. Le nekaj je bilo na njem drugače. Ta zmajček je imel na repku majhno bodico, ki je drugi zmaji niso imeli. Bodica je bila po svoje hecna, ker je bil zmajček zaradi nje drugačen. Kmalu so ga ravno zaradi te bodice, podobne iglicam na drevju, začeli klicati Iglek. Igleka so imeli vsi radi. Iglek je bil vedno dobre volje. Rad se je smejal in igral. Nikoli ni zameril za dolgo časa. Ni se prepiral in namenoma nagajal prijateljem. Kar nekaj časa je bilo vse dobro, dokler ni Iglek postajal vsak dan bolj zamišljen. Mamica in očka sta ga opazovala, kako se vsak dan manj smeji. Samo vsak dan manj mudi igrati s prijatelji. Je večkrat tiho in le premišljuje. Zato je očka nekega dne rekel: Pridi, greva malo ven. Ti se boš igral, jaz pa si bom nabrusil kremplje. Veste, otroci, zmaji si morajo redno brusiti svoje kremplje, da ostanejo ostri in ne predolgi.
Iglek je šel z očkom, ampak ni se mu mudilo in nič ni bil navdušen. Prišla sta do jase, kjer so se že igrali drugi zmajčki. Očka si je začel brusiti kremplje na bližnji skali in medtem skrivoma opazoval, kaj se dogaja z Iglekom. Prijatelji so veselo vzklikali in Igleka vabili k sebi. Ta se jim je pridružil in se začel igrati z njimi. Najprej počasi in zadržano, potem pa je zabava postajala vse bolj vesela in razigrana. Kmalu so vsi zmajčki tekali sem ter tja. Skakali so v zrak, se prevračali, se lovili in se skrivali. Slišal se je smeh in vrisk. In vsake toliko časa se je slišal kak boleč vzklik. Kaj mislite, otroci? Zakaj so zmajčki vzklikali od bolečin? Zakaj mislite, so drugi zmajčki pogosto vzklikali od bolečin, Iglek pa skoraj nikoli? Res je. Vzklikali so zaradi ostre iglice na Iglekovem repu. Ta jih je med igro praskala in bodla. In kako težko se je bilo izogniti. Iglek je imel svoje prijatelje zelo rad. Ni jih praskal zato, ker bi tako hotel. Hudo mu je bilo vsakič, ko se je kak prijatelj skremžil in si prasko pihal ali lizal. Ker ni vedel, kaj naj stori, se je raje umaknil. Opazoval je prijatelje, kako se igrajo brez njega. In spet je postal žalosten. Zmajčki so imeli Igleka radi, ampak tudi oni so raje videli, če jih ni bolelo. Všeč jim je bilo, da jim ni šel preblizu. Ko sta se Iglek in očka vrnila domov, je očka na samem vse povedal mamici. Ampak ne očka, ne mamica nista vedela, kaj storiti. Iglek je brezvoljno pojedel kosilo, potem pa rekel, da gre na sprehod. Iglek ni vedel, kaj ne naredi s svojimi težavami. Toda pomagalo mu je že to, da ni bil pri miru. Pomagalo mu je, da je hodil in bil zunaj sam s svojimi mislimi. Ker je bil zamišljen, ni pazil, kot hodi, in ni opazil, da se na nebu zbirajo temni oblaki. Kar hodil je in hodil. Vsakim korakom mu je bilo lažje pri srcu. Ko je prvič zagrmelo, je Igleka pošteno presenetilo. Pogledal je v nebo okoli sebe in ugotovil, da je nevihta blizu, on pa precej daleč od doma. Bil je tako daleč od doma, da nevihti nikakor ni mogel uiti. Kaj bi storili vi, otroci, če bi bili tako kot Iglek zunaj, daleč od doma, nevihta pa blizu? Tako je. Skrili bi se. In tudi Iglek se je odločil skriti pred nevihto. Kam pa se lahko skrijemo med nevihto? Pod drevo? Ne. V vodo? Ne. Res je. V zavetje pod previs ali skalo. V jamo ali pa kak prazen in suh kotiček. Iglek se je k sreči spomnil, da tako daleč od doma in ravno na tistem kraju živi njegova botra želva. Čeprav sploh ni bil namenjen k njej, ga je pot pripeljala ravno pred njeno bivališče. Vstopil je in jo pozdravil. Botra želva se ga je razveselila. Iglek, kako lepo, da si me obiskal. Prišel si pa res zadnji hip. Vsak čas se bo ulilo. Joj, kako grmi. Botra želva je bila zelo stara. Bila pa je tudi najbolj pametna daleč naokoli. Kmalu je videla, da z Iglekom ni vse tako, kot mora biti. In znala je počakati, da ji Iglek sam pove, kaj ga tare. Nekaj časa sta se pogovarjala o vsem mogočem. Opazovala sta nevihto in poslušala grmenje. Malo sta molčala.
Iglek je nekajkrat zavzdihnil, nato pa končno rekel: Botra želva, zakaj nisem tak kot drugi? Botra ni odgovorila, saj je vedela, da je včasih bolje biti tiho. Vse je bilo dobro, dokler sem bil majhen. Zdaj pa je vse pokvarjeno, drugače. Zakaj moram imeti to bedasto iglo na repu ravno jaz? Vse sem poskusil. Praskal sem jo, ščipal. Poskusil sem jo odgrizniti in obdrgniti ob skalo. Toda presneta reč se me drži in prav grdo boli, če se jo lotim resno. Na videz ni tako slaba, je rekla Botra. Zaradi nje si videti bolj močan in strašen. Ko boš velik, se te bodo zaradi nje še bolj bali in te spoštovali. Če boš tak kot tvoj oče, boš najmočnejši in najpametnejši zmajski poglavar pri nas. Nočem, da bi se me bali. Hočem se igrati s prijatelji. Hočem se smejati, se veseliti. Meni je hudo, da se me bojijo in da se mi umikajo, ker jih poškodujem. Hudo mi je, ko jim teče kri zaradi mene. Nikdar nočem biti poglavar. Vzdihnil je in se obrnil stran, saj je že čutil, kako se mu nabirajo solze. Veste, otroci, tudi zmaji so jokali, še bolj kot krokodili, ki so točili krokodilje solze. Botra je molčala in razmišljala o tem, kar je povedal Iglek. Veš, Iglek, ne vem, kako je, če poškoduješ druge. Me, želve, nimamo s čim poškodovati druge. Priznam, da imam močna usta, tudi če so brez zob. Z njimi lahko pregriznem tudi manjšo vejo. Vem pa, kako boli, če se opraskam ob kako skalo ali me ugrizne kak divjaški dinozaver. Takrat sem srečna, da imam svojo obrambo, svojo klep. Zares. Brez njega bi bilo z mano konec, kot bi mignil. Zavzdihnila je in obmolknila. Iglek je molčal in še naprej zadrževal solze. Seveda vsak pozna bolečino, a le on ve, kako je, če si tisti, ki bolečino povzroča. In nič ne more storiti glede tega. Ko bi le on imel oklep, kamor bi se lahko skril, pred samim sabo. Čakaj malo. Oklep? Kamor bi se skril? Oklep? Za celega zmaja? Saj ni treba, da za celega. Dovolj bi bilo le za rep. Za delček repa. Vznemirjeno je skočil v zrak in začel dihati hitreje. Botra, to je to! Botra pa se je delala, da ji ni nič jasno. Botra, potrebujemo klep, takega, kot ga imaš ti. Vanj bom vtaknil svoj rep in bodica ne bo bodla skozi. Pridi, greva ga iskat. Iglek, stoj vendar. Zunaj še vedno divja nevihta. Zdaj morava še počakati, pa tudi znočilo se bo kmalu. Iglek je nestrpno zacepetal. Butasta nevihta. Kaj je bilo sploh treba? Raje mi povej, kako sta tvoja starša? Kako ima kaj gre? Saj se jima povedal, da greš k meni. Igleka je kar zvilo od skrbi. Seveda ni nič povedal. Saj še sam ni vedel, da sploh kam gre. Vedel je, kako njegova starša skrbita in kako jima je hudo, kadar ne veste, kako je z njim. Toda kaj naj zdaj stori? Daleč je in med nevihto ne more iti domov. Niti oklepa ne more poiskati
kaj šele iti na dolgo pot. Sedel se je nazaj na tla, saj zdaj ni mogel narediti prav nič. Dobro ima gre, ampak nič jima nisem povedal. Jutri moram poiskati oklep, potem pa hitro domov. Očka in mamico skrbi zame. Prav, je dejala botra želva. Zdaj grem pa počivat, utrujena sem. Jutri ti bom pomagala pri iskanju. Lahko noč. Lahko noč, botra. Drugo jutro, ko se je komaj dobro zdanilo, je Iglek že iskal naokrog. Ker ni ničesar našel, je šel naprej. Botra ga je našla precej daleč od zavetja. Bil je slabe volje in pritoževal se je. Nič ni dobro, botra. Poskusil sem že 3 oklepe. Vsak je majhen ali pa mi pada dol. Glej, ta stara lupina je v redu. Če pa zamahnem z repom, glej. Lupina je odletela v skalo in se razletela na majhne koščke. Ko bi le kako oklep obstal na svojem mestu. Začel je izgubljati potrpljenje. Mudilo se mu je domov, rešitve pa ni in ni bilo. Botra si je ogledovala Iglekov rep. Gledala je okoli sebe in razmišljala, a tudi ona ni videla rešitve. Otroci, imate morda vi kakšno zamisel? Kaj bi lahko uporabil Iglek kot oklep? Je sploh kaj takega v gozdu? Medtem ko sta razmišljala, so mimo njiju tekale živali in vse je bilo mokro. Sijalo je sonce in od včerajšnjega dežja se je vse bleščalo. Gozd je bil videti čudovit. Živali so bile vesele, ker nevihta ni uničila njihovih domov. Hitele so nabirati čorve, gosenice in deževnike, ki so lezli po mokri zemlji. Mimo je prišel tudi jež, ki pa sploh ni bil videti srečen. Bil je poln listja, ki se ga ni mogel znebiti. Igleku je šlo na smeh, ko ga je gledal tako slabovoljnega in tečnega. Potem pa se je zagledal njegove bodice, ki se jih je držalo listje. Botra, glej, je zašepetal. Dajva, naberiva liste. Hitel je natikati blatno in mokro listje na iglico na repu. Nekaj jih je ostalo, več pa jih je popadalo stran. Ni dovolj trdno. Iglek, kaj je dovolj mehko, da se lahko prebode, vendar dovolj trdno, da se ne razkolje? Je vprašala botra. Gledala sta naokoli in opazila na pol odtrgano lubje, ki je viselo ob drevesu. Iglek je skočil, odtrgal lubje z drevesa in ga trdno nasadil na iglo. Pomahal je z repom, lubje pa se je trdno držalo igle. Juhuhu! Botra, uspelo je! Ne bom več praskal svojih prijateljev. Glej, spet se bom lahko igral! Botra, glej! Skakal je in vriskal, mahal z repom in s krili na rokah. Saj veste, otroci, da so zmaji imeli tudi krila, kaj ne? Lubje se je trdno držalo repa. Tudi botra je bila vesela. Lepo je bilo gledati Igleka spet srečnega. Čez čas se je obrnila in se odpravila nazaj domov. Iglek, hitro na zajtrk, saj veš, da se ti mudi. Iglek je rekel, da ni nič lačen. Poslovil se je od botre in tekel domov hitro, kot je le šlo. Med tekom je večkrat pogledal nazaj. Lubje je bilo še vedno tam, kjer mora biti. Ja. Kako zanimiva pravljica, kaj ne?
Med poslušanjem pa ste lahko sodelovali tudi vi. In ne samo to. Otroci, tudi vi lahko na tej spletni strani objavite misli ter svoje predstave o tem, kako po vašem mnenju izgleda iglek. Najlepša hvala pisateljici za tako inovativen pristop ter zanimivo idejo. In pa seveda bravo iglek za pogum ter vztrajnost, s pomočjo katerih si se vrnil k svojim prijateljem. In tako bodo zmajčki ponovno združeni prijatelji lahko uživali ob novih zabavnih dogodivščinah. Otroci, dobrosrčen zmajček iglek pa vas lahko popelje še skozi 8 zgodb polnih novih dogodivščin ter izzivov. Ob težavah pa se spomnite na igleka, bodite prijazni drug do drugega, potrpežljivi in naj vas spremljate ljubezen in toplina. Lepo se imejte in en iglekov pozdravček. Čau, čau. Bravo, iglek, si pa res vztrajen. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupno miško ter medveda, ki je splezal visoko na drevo, a z drevesa se ni upal spustiti. Mislite, da mu bo uspelo priti z drevesa? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Ujela te bom. Medved je splezal visoko na drevo. Kaj pa počneš tam zgoraj? Ga je vprašala miška. Pogumni medvedi pač plezamo visoko na drevo, je rekel medved. Ampak zdaj se bojim spustiti navzdol. Miška je za trenutek pomislila. Imam zamisel, je rekla. Ti kar skoči, jaz pa te bom ujela. Pretežak sem zate, zmečkal te bom, je odgovoril medved. Imam zamisel, je spet rekla miška. Potem je prinesla veliko leseno desko in jo položila na kamen. Skoči, je zaklicala medvedu. Jaz bom na eni strani, ti pa skoči na drugo stran deske. Tako bova porazdelila težo. Pretežak sem zate, poletela boš na drugo stran gozda, je rekel medved. Miška je odložila desko. Pazi, je zaklical medved. V deski je žebelj, lahko se raniš. Potem se je spustil malo nižje, toda naprej si ni upal. Ostani, kjer si, je rekla miška. Ne skrbi, se bom že česa domislila. Toda medved je bil vseeno zaskrbljen. Le kako lahko majcena miška reši tako velikega medveda? Potem je ob drevo prislonila veliko lestev. Toda lestev je padla. Ojoj, prejoj, se je prestrašila miška. Moj prst! Medved se je spustil nekoliko nižje. Bodi previdna, je rekel miški. Ne bom obupala, mu je odgovorila. Splezala je na drevo in potem je zdrsnilo in je padla na tla. Avč, 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 je zastokala. Pazi vendar, je zaklical medved. Spet se je spustil malo nižje, toda naprej si ni upal. Vse bo v redu, ga je mirila miška.
Potem je napihnila rdeč balon. Priletela bom k tebi, je rekla. Veter je miško z balonom dvignil v zrak. Pazi, je zaklical medved. V napačno smer letiš. Saj zmorem, mu je zaklicala miška. Toda medved je ni več slišal. Balon je odneslo k reki. Miška ga je spustila in padla v vodo. Si v redu? Jo je vprašal medved. Spet je zdrsnil malce niže po drevesu. Ne skrbi, je odgovorila miška. Rešila te bom. Zunaj se je počasi mračilo. Še malo pa bo popolna tema, je zaskrbelo miško. Ne skrbi, je rekel medved. Rešil te bom. Potem je globoko zajel sapo in se spustil po drevesu navzdol. Kaj pa je to? Se je prestrašila miška. Nad njo se je pojavila velika senca. Ne boj se, je rekel medved. Prihajam. Potem je z eno nogo previdno stopil na tla in nato še z drugo. Potem pa miško dvignil visoko v zrak. Imam te, je rekel. Zdaj se ti ni treba ničesar več bati. Miška se je varno namestila na medvedovi rami. Skupaj sta se odpravila domov. Rešila si me, je rekel medved. In ti si rešil mene? Se je nasmehnila miška. Torej sva oba pogumna, je rekel medved. Miška je prikimala. Tudi takrat, ko naju je strah. Naslednjič me ne bo več tako strah, je rekel medved, ker sva skupaj močnejša. Pogumna skupaj, se je nasmehnila miška in močno objela svojega prijatelja. Čudovita pravljica, kaj ne? Bravo medved za pogum, ter pa vse čestitke tudi miški, ki so ji zelo trudila, da bi medvedu pomagala priti z drevesa. Medved in miška sta spodbujala drug drugega v trenutkih, ko sta potrebovala pogum. In tako smo znova ugotovili, da je težave mnogo lažje premagovati v družbi. Super, kaj ne? Otroci, današnja knjižna junaka pa nastopata tudi v zelo zabavni pravljici z naslovom Jupi palica. Še ena super pravljica, ki bo zagotovo narisala nasmeh na vašem obrazu. Lepo se imejte, pomagajte drug drugemu in se kmalu spet poslušamo. Prijeten gozdni pozdravček. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali pogumno deklico po imenu Blani, ki se nekega dne z družino preseli iz velikega mesta na vas. Si lahko predstavljate, kako je Blani pogrešala svoje prijatelje. A prijatelji so ji ob selitvi poklonili posebno darilo, ob katerem se bo Blani spomnila lepih trenutkov ter nepozabnih skupnih dogodivščin. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Mala Blani in pogumna Murva.
Nekega sončnega dne so starši mali Blani naznanili, da se bodo med šolskimi počitnicami iz malega ljubljanskega stanovanja preselili v hiško na vasi, nedaleč od Ljubljane, v kateri bo Blani imela svojo sobico. Novice, da bo dobila svojo sobo, je bila vesela, vendar bo selitve izgubila vse svoje prijatelje, zato so jo oblile velike solze. Starši so jo potolažili, da je tudi na vasi veliko otrok in da bo kmalu dobila nove prijatelje. Stari prijatelji pa jo bodo lahko obiskali, kadar bodo želeli. Blani se je razjasnil obraz. A res? Je vprašala mamico in očka. A na moj rojstni dan bodo tudi lahko prišli? Je še dodala. Seveda, sta odgovorila. Na dan selitve je pred stanovanje pripeljal ogromen tovornjak, na katerega so naložili vse svoje stvari. Vsi sosedje so se prišli posloviti. Prijatelji male Blani so ji za spomin podarili pretlikavo murvo, da jo bo lahko posadila ob hiši, kjer jo bo vedno spominjala na skupne dogodivščine. Očka je tudi murvo hotel dati na tovornjak. Nikar, očka, je zavpila Blani. Saj je še čisto majhna, tako kot jaz, lahko se polomi, je še dodala. Zato se je murva v nov dom peljala na zadnjem sedežu očkovega avtomobila poleg Blani. Seveda sta bili privezani z varnostnim pasom, kot to določa zakon. Pot iz Ljubljane proti Zasavju je hitro minila. Že čez pičlih 20 minut so se znašli v svoji novi vasi. Blani je bila všeč, ker je bila tako zelo obsijana s soncem in polna dreves. Še reka Sava se je vila v bližini. Sončni žarki so se v njej odsevali kot v ogledalu. Glavna vaška cesta jih je peljala mimo trgovine, šole, gasilskega doma in majhnega otroškega igrišča z novimi igrali, na katerih se je igralo nekaj vaških otrok. Vse jo je zelo zanimalo. Toda ob misli, da nikogar od otrok ne pozna, se je naredil velik cmok v grlu. Že so prispeli do svoje nove hiške. Tovornjak se je ustavil prav pred vhodom. Očka je želel čim prej znositi stvari iz tovornjaka v hišo, zato je avto parkiral pred garažo. Blani se je ustrašila, da se bo murva posušila, če je ne bodo hitro posadili v zemljo. Cmok v grlu se je spremenil v solze in hlipajoče se je ozrla k očetu. Očka, murva se bo posušila, če ne posadimo v zemljo. Očko se je mala Blani zasmilila. Videl je, da jo je selitev precej prizadela, zato je pustil, da so delavci sami raztovorili tovornjak. Blani, očka in mamica so se šli ogledat hišo in okolico, da bi se skupaj odločili, kam bodo murvo posadili. Na severu, tik ob hiši, je bila zelenica. Tam je bilo Blani najbolj všeč in tam so jo tudi posadili. Očka je izkopal veliko jamo. Blani je posadila murvo, jo dobro zalila, da bo hitro zrasla. Zdaj je bila Blani mirna in je z veseljem odšla raziskovati novo hišo in svojo sobico. Hiša in okolica sta bili na vasi veliko lepši kot tam, kjer je živela prej. Le svoje prijatelje je zelo pogrešala. Vsak dan je murvo skrbno zalivala. Večinoma z vodo iz pipe, pa tudi s svojimi solzami, ko se je spomnila, da so jo podarili prijatelji, s katerimi ne more biti več vsak dan skupaj. Očka in mamica sta jo peljala na otroško igrišče, da bi se igrala in spoznala z drugimi otroki, vendar je bila preveč sramežljiva. Ob vrnitvi z igrišča je šla najprej do svoje murve. Moja lepa murvica, je rekla. Ko bi ti vedela, kako je mene strah vsega novega. Murva ni nič odgovorila. Že čez par dni, ko je Blani spet prišla, da bi murvo skrbno zalila, je zagledala na njej majhne črne pike. Odhitela je v hišo in opila: Mami,
Mami, Murva ima bolhe ali pa mravlje po njej lezejo ali pa neke druge živali, hitro pridi. Ker je Blani tako prestrašeno vpila, je mama res pohitela k Murvi. Pogledala jo je, z nje odtrgala mali črni plod in ga pojedla. Blani se je še bolj prestrašila. Mami, zastrupila se boš. Mami pa jo je pobožala po glavi in se je na široko nasmehnila. To so murve, Blani, njeni sladki sadeži. Kar lepo si jih naberi in jih pojej. Blani si je najprej v strahu vzela prvi mali črni sadež, si ga ogledala, potem pa ga je le pojedla. Kako sladke so, je rekla in hitela nabirati plodove, ki jih je vse po vrsti lepo pojedla. No, to je vsak dan, ko je Murvo zalila, pojedla tudi vse njene sladke sadeže in se še bolj veselo pogovarjala z njo. Večino časa se jih zadrževala v bližini hiše in na zelenici ob svoji Murvi. Ali pa se je igrala v svoji sobici z barbikami in drugimi igračami. Na otroško igrišče pa ni hotela iti. Prišel je dan, ko je bilo počitnic konec in je bilo treba ponovno v šolo. Blani je imela spet smok v grlu in trebušček jo je bolel. Tako zelo jo je bilo strah novih sošolcev in učiteljice. Mami jo je zjutraj spremila v šolo in ji lepo prigovarjala, da bo vse v redu. Tako je tudi bilo. Učiteljica je bila zelo prijazna. Hitro je dobila novi 2 prijateljici, Neli in Mijo. Popoldne po šoli sta jo obiskali. Pokazala jima je svojo sobico, vse igračke in seveda Murvo na zelenici. Skupaj so nabrale in pojedle vse njene sadeže. V naslednjih dneh se je Blani opogumila in se sama odpeljala s svojim rdečim poni kolesom do otroškega igrišča, kjer sta jo že čakali Neli in Mija. Odlično so se zabavali na gugalnicah in plezalih. Počasi je Blani spoznala še druge vaške otroke in se z njimi spoprijateljila. Za 7. rojstni dan sta ji očka in mamica kupila veliko gugalnico. Očka jo je postavil na zelenici, tako da so se zdaj otroci tudi doma lahko zabavali na igralih, skoraj tako dobro kot na igrišču. Pripravila sta klopi in mize, ki so se kar šibile pod rojstnodnevnimi dobrotami. Najlepša in najslajša od njih je bila 2-nadstropna torta. Blani sta dovolila povabiti vse njene prijatelje. Tako je na domači zelenici kmalu zavladal pravi otroški živžav, saj je povabila tako vaške otroke, kot tudi svoje prijatelje iz Ljubljane. Vsa razigrana je vsem pokazala svojo Murvo in jim razložila, kako jo vsak dan zaliva. Igrali so se ves ljubi dan in pojedli torto. Še klovn Žare jih je prišel zabavati. S svojimi vragolijami jih je zelo navdušil. Blanini prijatelji so bili presrečni, predvsem tisti iz Ljubljane, bi najraje ostali kar pri njej na vasi, tako jim je bilo lepo. Malce žalostni so se zvečer poslovili in odšli vsak na svoj dom. Obljubili so si, da se bodo kmalu spet obiskali. Tako je minilo prvo leto selitve, potem drugo in začelo se je tretje. Blani se je odlično privadila na svojo sončno vas in njene vaščane. Pridno je obiskovala šolo, kjer se je rada učila. Še rajše pa je bila na vaškem ali domačem igrišču v družbi prijateljev. Pridno je zalivala Murvo, tako kot vedno. Nekega dne je videla, da ima Murva nekaj suhih vej in bele pikice po steblu. Povedala je mamici. Ta je ugotovila, da zdaj Murvo res napada neka bolezen. Blani je bila strahotno žalostna. Mamica se je trudila z naravnimi sredstvi odstraniti bolezen z Murve. Ni pomagalo. Murva se je še vedno bolj sušila. Blani je jokala. Tudi Neli in Mija ji nista mogli potolažiti. Očka in mamica sta poklicala strokovnjaka vrtnarja, da bi pomagal Murvo pozdraviti.
Tudi to ni pomagalo. Murva se je posušila. Ne samo, da na njej ni bilo nobenega sadeža več, tudi enega samega samcatega lista ni več imela. To je bil zelo žalosten dan za Blani. Le kako bom to povedala prijateljem iz Ljubljane, ki so mi jo kupili? Je v neutolažljivem joku spraševala mamico. Ne skrbi, je rekla mami. Bomo kupili novo in jim to tudi razloži. Veš, da bodo to razumeli. V življenju je to normalni naravni red. Nič ni večno. Vse se spreminja. Blani se je počasi potolažila. Mamičine besede, da nič ni večno in da se vse spreminja, so ji še nekaj časa odzvanjale v mislih. Ni jih razumela. Potem je v otroških dogodivščinah nanje za nekaj časa pozabila. Očka je suho steblo murve odrezal, korenin pa ni izkopal. Pustil jih je v zemlji. Že naslednjo pomlad je nekaj zelenega pokukalo iz zemlje, natanko tam, kjer je bila prej murva. Mamica je bila prepričana, da je veter prinesel kakšno seme drevesa, ki se je samo zasadilo na murvino mesto. Vsako leto je bilo večje in bolj zeleno. Le plodov ni imelo nobenih. Nove murve niso kupili. Vsi so bili veseli, da je tam na njenem mestu nekaj zelo zelenečega in rastočega. Le Blani je pogrešala njene sladke sadeže. Tako je mala Blani počasi odrasla v najstnico in malce pozabila na murvo, saj jo je zanimalo toliko drugih stvari. Morala se je odločiti, v katero srednjo šolo se bo vpisala. Po eni strani se je tega veselila, saj se bo spet vozila v Ljubljano in pogosto je videla koga od nekdaj malih ljubljanskih prijateljev. Po drugi strani pa je bilo strah novosti, ki jo spet čakajo. Spet novi sošolci in učitelji. Srednja šola pa tudi ni kar tako. Vendar si je rekla: saj že nekaj let treniram karate. Bo že šlo, saj sem močna in se bom hitro privadila. 7 let je že minilo, odkar murve ni bilo več. 7 let je na njenem mestu raslo nekaj drevesu podobnega, lepo zelenega. Ob koncu šolskega leta je Blanin dedek nenadoma zbolel. Pridno ga je obiskovala v bolnišnici. Vedno je bil nasmejan in optimističen. Obljubil ji je, da se bo potrudil, da ozdravi. Nekega dne, ko ga je spet obiskala, pa je bila njegova postelja prazna. Kolena so se ji zatresla in stisnilo jo je pri srcu. Hitro je poklicala očka v službo. Očka, dragi, dedkova postelja v bolnišnici je prazna. Očka je odvrnil. Pomiri se, takoj pridem tudi jaz tja in bom govoril z zdravnikom. Ko je očka prišel v bolnišnico, mu je prijazni zdravnik povedal, da je dedek po noči zavedno zaspal. Zdaj je očka moral to povedati Blani, kar mu je bilo zelo težko. Ob tej novici so Blani oblile solze. Misli so se ji vrnile mamine besede, ko se je posušila murva. Nič ni večno, vse se spreminja. In je takrat rekla mamica. Zdaj je Blani razumela. Bila je neskončno žalostna, da se vse enkrat spremeni, se posuši, za večno zaspi, skratka umre. Kako žalostno je to, si je rekla. Mamica še ni vedela, kaj se je zgodilo. Ko se je Blani z očkom vrnila domov, je vsa vesela pritekla do njiju in vpila: Blani, Blani, zeleno drevo ima plodove, videti so kot murve, pridita pogledat. Tako radno sta mi povedala to novico, da ji nista uspela povedati, da dedka ni več. Zato so najprej odšli k drevesu. In glej no glej, na košati krošnji je bilo polno zrelih sladkih murvic.
Počasi so jih obirali in se z njimi sladkali. Blani kar ni mogla verjeti, da je to res. Čeprav so na Murvo vsi pozabili, tudi Blani, ki je že dolgo ni več zalivala s svojimi solzami, celo odrezali so jo čisto do korenin, se ta ni dala. Pogumno in vztrajno je iz nič zrasla nazaj v čudovito, močno drevo. Veliko večje in lepše kot kadarkoli. Tudi plodovi so bili večji in slajši kot pred leti. Potem so se usedli na igrala na zelenici in očka je mamici obzirno povedal, kaj se je zgodilo s dedkom. Mamici je od žalosti zatrepetalo srce in zajokala je. Vsi trije so se objeli in tolažili drug drugega. Potem se je mamica zbrala, si obrisala solze in rekla: nič ni večno. Vse se spreminja. Tudi dedek je samo spremenil obliko. Umre samo telo. Duša je večno živa in neumrljiva. Dedek ima zdaj že novo telo in živi naprej na višjem planetu, ki mu radi rečemo nebesa. Čeprav je bila Blani še žalostna zaradi dedkove smrti, jo je, kar je povedala mamica, precej pomirilo. Vse skupaj je dalo misliti. Kot bi trenil se je odločila, da bo s vztrajnostjo in pogumom premagala strah in žalost, prav tako kot njena Murva. Tako se je vsakič, ko se je strahec prikradal v njeno srce ali pa se je solza žalosti spustila na lice, hitro spomnila na svojo pogumno Murvo. Prepodila je strah, obrisala solzo in pogumno stopila življenju naproti. Čudovita pravljica, kaj ne? Pravljica o številnih življenjskih izzivih, težavah, ki pa jih lahko z vztrajnostjo ter pogumom tudi premagamo. Bravo, Blani. Kljub težkim trenutkom si resnično pogumno stopila življenju naproti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici, ki jo je napisala avtorica z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Oti se skoti, v kateri boste spoznali psičko, ki je precej časa čakala na svoja nova ljubeča skrbnika. In naj vam samo prišepnem, da se je pravljica srečno končala. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite srčni ter prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Čudovita pravljica. Bravo, Blani.